pomoč za ohranjanje delovnih mest, spodbujanje gospodarstva, nepravilnosti v ptujskem domu upokojencev, selitev zaradi nestrpnosti v neprimerne prostore. Pozdravljeni. Dnevnik začenjamo s srečanjem županov severovzhodne Slovenije, kjer so udeleženci tokrat razpravljali o predlaganem paketu državne pomoči za zagon gospodarstva in podjetništva. Pričakujejo, da bodo ukrepi na jutrišnji seji vlade sprejeti in da bodo pripomogli k ustvarjanju novih delovnih mest. Registrirana brezposelnost je namreč na širšem mariborskem območju več kot 18-odstotna. Brez dela je tako že dobrih 16 tisoč ljudi, zlasti mladih. Ukrepe za pomoč severovzhodni Sloveniji naj bi jutri potrdila tudi vlada. Z 32 milijoni evrov pa naj bi v prihodnjih 6 letih pomagali gospodarstvu in podjetjem do vnovičnega zagona. So ukrepi pretežno usmerjeni v podjetja in mislim, da so zelo pregledni in bojo se lahko podjetja poslovno leto 2014 že načrtovala s temi sredstvi. Bo vsaj ta dogovor, ki je bil danes sprejet, tisti, ki bo doprinesel ne samo za nova delovna mesta, tudi za podjetja, ki so zdaj v krizi in ki bo pomagal, da se bodo podjetja iz te krize lahko nekako izkopala. Ta sredstva bi lahko pomagala tudi pri ustanovitvi novega Armala. Podjetje nameravajo ustanoviti nekdanji delavci mariborske livarne. Občine pa naj bi s to pomočjo gradile ceste, vodovod, kanalizacijo in druge infrastrukturne objekte, ki privabljajo investitorje, kot denimo v Rušah. Ker smo se nekje zavezali, da Geberitu omogočimo infrastrukturo. Prej se lahko vidi, da en del ceste je že v izgradnji, tukaj stojimo zdaj, bo cesta dokončana v drugem letu. Enako se je zgodilo za vodovodno napeljavo. Švicarsko podjetje Geberit v Rušah postavlja nov proizvodni obrat, v katerem naj bi čez leto dni ob dosedanjih 200 delavcih predvidoma delo dobilo še dodatnih 100 ljudi. Potem, ko je bila deložacija mariborske romske družine Mehmeti konec avgusta preložena, mora družina jutri stanovanje vendarle zapustiti. Mariborski stanovanjski sklad jim je na Teznem poiskal nadomestno stanovanje. Predsednica Helsinškega monitorja za človekove pravice pa z rešitvijo, čeprav naj bi bila le začasna, ni zadovoljna. 7-članska družina bo namreč živela v samo 40 kvadratnih metrov veliki garsonjeri. To je novo le 40 kvadratnih metrov veliko stanovanje, v katerem naj bi po novem bivala družina Mehmeti. Šoko. Ne vem, kaj naj sploh dam, od katero poslo prvo naj dam, od katerega otroka. Jaz mislim, da bomo kar dali jugje doli pa spali po domača. Na stanovanjskem skladu so ga družini dodelili potem, ko se je morala zaradi pritožbe stanovalcev, čež da je preglasna izseliti stanovanja na Zdravkovi ulici. Da je tukaj stanovanjski sklad aktivno sodeloval pri tem, da se to družina ven vrže iz tega stanovanja zaradi pritožb dveh stanovalcev. Kletna garsonjera s čajno kuhinjo in skupnimi sanitarijami na koncu hodnika je za 7-člansko družino neprimerna, dodaja Miklavčičeva, a na stanovanjskem skladu so drugačnega mnenja. Enota, ki smo jo dodelili, je začasna bivalna enota in ustreza vsem kriterijem, ki jih bi naj začasna bivalna enota imela. Tudi glede na število družinskih članov je primerno velika in pomeni začasno rešitev stanovanjskega problema. Res je, da je družina rešena pred najhujšim, da bi ostali na cesti, a to je le pirova zmaga, opozarja Bislimaj. To je ena od najslabših rešitev, kar se je moglo zgoditi. Ne vem, diskriminacija se je dalje nadaljuje. Sicer Maribor po številu deložacij močno izstopa. Letos so jih na stanovanjskem skladu razpisali kar 106, doslej izvedli 28, do konca leta pa jih načrtujejo še 30. Nadaljujemo pa na Ptuju. Franc Kodela že več kot leto opozarja na nepravilnosti pri zaračunavanju storitev v tamkajšnjem domu upokojencev. Njegovemu očetu naj bi namreč v domu v 5 letih zaračunali za skoraj 15 tisoč evrov napačno in preveč obračunanih storitev. Vse se je začelo z nepravilno zaračunanim dodatkom za garsonjero. Napako so doma upokojencev priznali in Francu Kodeli ter drugim oškodovanim stanovalcem vrnili denar, nekaj več kot 700 evrov. Ko pa je Kodelov sin, sam ima ustrezno računovodsko znanje, natančneje pregledal račune, je opazil še več nepravilnosti. 4 leta je trajalo, da je dobil poročilo izredne revizije poslovanja doma, ki njegove sume potrjuje.
Osnovna storitev ni obračunana po dejanskih stroških, kar je nesporno izhaja iz revizijskega poročila. Drugi razlog pa so napačno ali preveč zaračunani dodatki za nadstandardne storitve in dodatno opremo. Kodelov zahtevek za povračilo preveč zaračunanih storitev, ki temelji na teh ugotovitvah, je svet zavoda že dvakrat zavrnil. Glavna računovodkinja odgovarja. Mi smo na tole revizijsko poročilo, ki smo ga dobili, dali svoje pripombe. Strani ministrstva potem nismo dobili nobenih več navodil, popravkov, kakorkoli, da bi morali karkoli popraviti, spremeniti cene. Ali kaj se pravi, da je za nas zadeva zaključena. Tako ne more ostati, je prepričan Franc Kodela, zato bo pri svojih zahtevkih vztrajal. Dom upokojencev Ptuj posluje skoraj z 1 milijonom evrov presežka na leto in je ena redkih tako uspešnih ustanov. Direktorica Kristina Dokl je že prejšnji teden po seji sveta zavoda zavrnila vse očitke o nepravilnostih. Tokrat pa za odgovore javnosti ni imela časa. Potem, ko so davčni inšpektori zaradi utemeljenega suma hujših kršitev davčnih in drugih predpisov včeraj zaprli 2 lokala, akcijo terenskih pregledov gostinskih obratov nadaljujejo. Tako so danes zaprli tudi slaščičarno v mariborskem trgovskem centru Mercator na Taboru. Inšpektori naj bi obiskovali lokale, pri katerih obstaja sum kršitve davčnih predpisov, kot so neplačevanje davčnih obveznosti ali izdajanje večkratnih kopij istega originalnega računa. Za takšne kršitve je predvidena globa od 20 do 250 tisoč evrov. Preglede bodo nadaljevali, inšpektori in cariniki pa se lahko nepričakovano oglasijo pri vseh davčnih zavezancih, ki poslujejo z gotovino. Mariborska fakulteta Doba je danes sprejela mednarodni certifikat za kakovost e-študija UNIK, ki ga je kot 14. izobraževalni ustanovi v Evropi podelila Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju. Na Dobi imajo trenutno opisanih okoli 1000 študentov, kar 90% jih študira nadaljavo. Ker so večinoma že zaposleni, jim takšen način izobraževanja omogoča lažje usklajevanje službenih in študijskih obveznosti. Doba je za zdaj edina fakulteta v Sloveniji, ki je potem, ko je pred 2 letoma začela postopek akreditacije 5 dodiplomskih in 3 podiplomskih e-študijev, mednarodno priznani certifikat tudi dosegla. Pomeni največ za naše študente in diplomante, ki jim pomeni to, da ima naša diploma vendarle tudi evropsko vrednost. Veliko pa pomeni tudi za naše profesorje in sodelavce, ker pomeni to tudi potrditev našega pedagoškega dela in inoviranja, ki smo ga v zadnjih 10 letih uvajali pri uvajanju e-študija. Any student who comes here, apart from having good quality content, which is accredited by the national agency, we also accredit the way it is delivered, the learning management systems, the student support which is offered online, the type of communications that's offered online. Splet omogoča, da je e-študij dostopen vsem in takrat, ko komu ustreza. Uspeš združiti tako zaposlitev, kakor tudi družinske aktivnosti, prosti čas in študij. Dejansko organizacija časa, organizacija posameznika tista, ki te potem pač omogoča sprotno delo. Mnogi pa se sprašujejo o kakovosti e-izobraževanja in morebitnih zlorabah, predvsem pri opravljanju izpitnih obveznosti. Tam so že zaznali posamezne redke poskuse zlorab. Študent se mora prijaviti z svojim uporabniškim imenom in geslom v sistem, potem pa opraviti pred kamero še identifikacijski postopek z osebnim dokumentom. Študenti se zavedajo odgovornosti, ki jo sprejmejo z vpisom na našo fakulteto. Akreditacijo morajo, da bi e-študij še izpopolnjevali, poslej potrjevati vsaka 3 leta. Danes je Svetovni dan pošte. Pošta Slovenije je praznik tudi letos zaznamovala s priložnostnim poštnim žigom. V poštnih logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru pa so pripravili dneve odprtih vrat. Pošta Slovenije je kljub krizi še vedno stabilno podjetje, v zadnjih letih pa se opazno spreminja struktura poštnih storitev, predvsem na račun velikega upada klasičnih storitev in plačilnega prometa. Zato na pošti veliko pozornost namenjajo organizacijski strukturi, oživitvi poštnega omrežja, racionalizaciji stroškov in razvoju novih storitev. V nadaljevanju dnevnika še o pomembnejšem dogajanju drugod po Sloveniji.
Predlog proračuna za prihodnji 2 leti, ki sta ga premijejka Alenka Bratušek in finančni minister Uroš Čufer v torek predstavila na plenarni seji, bodo zdaj obravnavali odbori in komisije državnega zbora. S predlaganim proračunom so si po besedah Bratuškove prizadevali storiti vse, da bi naše domače težave doma tudi rešili. Seje zainteresiranih delovnih teles bodo potekale vse do 18. oktobra. Kot zadnji pa se bodo do predloga teden dni kasneje opredelili člani odbora državnega zbora za finance in monetarno politiko. Zatem bo imela vlada pol meseca časa, da na podlagi vloženih dopolnil pripravi dopolnjena predloga proračunov. V Slovenski zvezi sindikatov Alternativa so danes obsodili vladne poskuse ustavitve projekta drugega tira Divača-Koper. Najnovejša ocena višine naložbe, postavljena pri 1,4 milijarde evrov, naj bi bila prenapihnjena. Če bo projekt ustavljen, pa naj bi to močno škodovalo razvoju prometne panoge, ki da je ena redkih prednosti Slovenije. Nadzorni svet Mercatorja je včeraj upravo pooblastil, da vloži odškodninske tožbe zoper člane uprave, ki jo je vodil Žiga Debeljak. Čeprav vsi postopki še niso končani, naj bi bili revizorji odkrili za 12 milijonov evrov oškodovanja. Gre za sporne nakupe zemljišča v Subotici, hrvaške trgovske družbe Getro, samopostrežnih bencinskih servisov podjetja N+, ki so bili v lasti Zagorske Ultre, in domnevne nepravilnosti pri preprodaji zemljišča Mercatorja v Makedoniji. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so kazensko ovadili nekdanjo odgovorno osebo občinskega sklada zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Neuradno gre za Jožko Hegler, ki je kot direktorica Ljubljanskega stanovanjskega sklada leta 2006 z lichtensteinskim podjetjem sklenila pogodbo o posredovanju in svetovanju pri nakupu večjega števila stanovanj. Pri tem pa naj bi Heglerjeva vedela, da podjetje teh storitev ne bo opravilo. Kriminalisti so ocenili, da je bil sklad pri nakupu stanovanj v Celovških dvorih tako oškodovan za 650 tisoč evrov. Poleg Heglerjeve so policisti ovadili tudi direktorja gospodarske družbe, ki je stanovanja prodajala. Ob tednu otroka, ki poteka od 7. do 13. oktobra, so otroci na mariborski kliniki za pediatrijo prejeli nove igrače. Tokrat so jih presenetili starostniki doma Podgorco, ki so posebej za mlade bolnike v mesecu dni ročno izdelali punčke iz cunj. Na Mihčevem obrazu je danes kljub bolezni in bivanju v bolnišnici nasmešek. Dneve mu bo zdaj krajšala miška iz cunj. Zelo vesel. Bo danes miška spala pri tebi? Ja, igral bom se smo. Tako je bilo zelo enkratno, no? Tak lep doživljaj za Mihca, tak dogodek, ki si ga bo sigurno zapomnil. Tako da super, no? Tudi smo poprašali gospoda po imenu, tako da naš Mihec je dobil tole miško od gospoda Franceta, se mu lepo zahvaljujemo, tudi vsem ostalim. Sicer ob našem obisku stanovalcev doma ni bilo več v bolnišnici, so si pa ob predaji punčk ogledali kliniko in pozdravili male bolnike. Otroci so vedno veseli, če kaj dobijo, tako da smo punčke pravzaprav razstalali po oddelku v 15 minutah. Mislim, da je to vsako tak dogodek, ki se dogaja, tudi če je otrok zelo bolan, da je to ena taka lepa stvar, da malo pozabi na to, da je v bolnici. In tako so pridne roke stanovalcev doma Podgorco razveselile kar 31 bolnih otrok. Zveza prijateljev mladine Maribor je že 7. sezono s svojim letečim avtobusom pripravila projekt 100 ljudi, 100 čudi na tečaj za najboljše geslo proti nestrpnosti. Predloge zbirajo na avtobusu in tudi po elektronski pošti Doma ustvarjalnosti mladih. Ob natečaju so letos pripravili delavnice pod naslovom Svet slepih je poln domišljije, ker se lahko udeleženci preizkusijo tudi v družabnih igrah, prilagojenih za slepe in slabovidne. Leteči avtobus se bo še jutri gostoval na Mariborskem trgu Svobode, prihodnji teden pa bo stal pred Tehniškim šolskim centrom, v parku mladih in pred dijaškim domom Lizike Jančar. Na trgu Svobode v Mariboru pa lahko še vse do petka najdete tudi prostovoljce Evropske prestolnice mladih. Za akcijo Prinesi odnesi na stojnicah ponovno zbirajo denar za obnovo igral v Mariborskem mestnem parku. V času letošnjega festivala Lent so prostovoljci Evropske prestolnice mladih za akcijo zbiranja različnih predmetov, igrač, oblačil in potrebščin zbrali nekaj več kot 400 evrov. Od avgusta je tako otroško igrišče Mariborskega mestnega parka bogatejše za gugalnici.
Naš namen je pač, da te stvari, ki pridejo, da pridejo v roke, katerim pridejo prav. Stvari, ki nam bodo ostale, bomo seveda tudi podarili projektu Tekstilnica. To so oblačila, kar se tiče igrač, bomo jih pa dali Zvezi Sonček. Z akcijo bodo po tednu otroka nadaljevali tudi v informacijskem središču na trgu Levna Štuklja. Vsakdo, ki najde kaj primernega zase, za izbrano odšteje 50 centov ali po želji tudi več. V decembru si želijo ponoviti tudi lansko akcijo zbiranja hrane za osnovnošolce. Imamo res informacije iz šol, da je stiska izjemno velika, da otroci dejansko prihajajo po vikendih v šolo lačni, kaj šele v času počitnic. Lani jim je tako uspelo zbrati pakete hrane za 277 mariborskih osnovnošolcev, ki so se s svojimi družinami znašli v socialni stiski. Podstrešje ene od starih hiš v mariborskem mestnem jedru je kot del projekta Živa dvorišča dobilo novo vsebino. Mladi igralci in lutkarji so na novem odru ustvarili humorno, minimalistično predstavo Rob. Uprizoritev skuša odgovoriti na vprašanja o tem, kaj je resničnost in kako jo zaznamujejo različne perspektive sveta, odvisne od zornega kota življenja. V lutkovno-gledališki predstavi Rob, kjer lesena miza postane gledališki oder, se prepletajo igra in animacija z miniaturnimi figuricami in drugimi predmeti. Eksperimentalno zasnovana miniatura zahteva premišljenost in zbranost igralcev, animatorjev. Odkrivali smo, kaj se s temi lutkami da početi, kaj dobro funkcionira, kako je ta lutka na kameri, kaj je dobro videti v živo, kako jo je treba animirati oziroma kje je bolje ne animirati. In potem smo ugotovili, da so te lutke dobro funkcionirajo, če so statične. Všeč mi je, da je taka živahna, pa lahko delali smo z statičnimi lutkami, kar je v bistvu zelo težko animirati statično lutko, tako da sem imela to priložnost animirati statično lutko. To je moja prva lutkovna predstava. Predstava je v bistvu že zasnovana kot zelo premična, zelo adaptivna predstava, tako da bi v bistvu radi preizkusili ravno to v različnih prostorih, ker je točno to nekako namen predstave. Zapuščeno podstrešje tako postaja nov oder alternativne kulture na Živem dvorišču Orožnova 7. Ja, v bistvu smo se to leto začeli pogovarjati o tem, da bi iz Orožnove 7 naredili center ustvarjalnih praks, ki bi vseboval več programov, se pravi eno učno kuhinjo, intimni oder, potem bi hkrati naredili nekakšno investicijsko obnovo te stavbe v sodelovanju z poklicnimi šolami. Kulturno-socialno zasnovan projekt Živih dvorišč je nastal pred 3 leti. Organizacijsko jedro sestavlja ekipa 4 ustvarjalk, ki verjamejo v koncept nove kreativnosti, umetnosti, ki prihaja na dvorišča meščanov. Pred koncem današnjega dnevnika še o mednarodnem dogajanju. Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je obiskal italijanski otok Lampedusa, kjer se želi na lastne oči prepričati, kako se na tem otoku soočajo s pritiskom beguncev in s posledicami tragedije, v kateri je prejšnji teden umrlo najmanj 289 beguncev. Skupaj z italijanskim premijejem Enricom Leto je naletel na neprijazen sprejem. V Bruneju se je na otoku Borneo začel vrh Združenja držav jugovzhodne Azije. Voditelji držav in vlad 10 članic združenja bodo 2 dni razpravljali o odprtih temah, še posebej o prostotrgovinskem območju, ki ga želijo uresničiti do konca leta 2015. Vrh se sicer odvija v senci ozemeljskih sporov. V Frankfurtu danes za javnost vrata odpira 65. knjižni sejem. Na njem se predstavlja 7100 razstavljavcev iz več kot 100 držav, kar je nekoliko manj kot lani. Častna gostja je Brazilija, ki se v Frankfurtu predstavlja pod motom Dežela polna glasov. Brazilija bo v Nemčijo pripeljala okoli 70 avtorjev. Ne bo pa v Frankfurtu najbolj poznanega brazilskega avtorja Paula Coelha. Razlog za to je njegovo nestrinjanje z izborom sodelujočih brazilskih avtorjev. V tekmi za nominacijo za tujejezičnega Oskarja 2014 je rekordnih 76 držav. Letos se za nominacijo prvič potegujeta Saudska Arabija in Moldavija. Iran pa je v tekmo poslal novi film Oskarjevca Asgharija Farhadija La Passé Preteklost. Slovenija se za nominacijo poteguje s filmom Roka Bička Razredni sovražnik. Nominiranci bodo znani 16. januarja, podelitev zlatih kipcev pa bo 2. marca prihodnje leto.
Južnokorejski tehnološki velikan Samsung je v Seulu predstavil Galaxy Round, svoj prvi mobilnik z ukrivljenim zaslonom. Gre za mlado tehnologijo, s katero želi podjetje utrditi svoj vodilni položaj na že precej zasičenem trgu pametnih telefonov. Naprava se ponaša 14,5 cm zaslonom, ki je ob robovih rahlo upognjen in tako omogoča efekt zibelke. Telefon bo v Južni Koreji naprodaj že ta teden, za druge države pa pri Samsungu zaenkrat še niso razkrili načrtov. So pa s tem prehiteli svojega tekmeca LG. Ta je namreč v začetku tedna napovedal, da bo lastno različico telefona z ukrivljenim zaslonom na tržišče poslal predvidoma v začetku prihodnjega leta. Še vreme, jutri se bodo padavine v zahodnih krajih krepile, na vzhodu pa bo večji del dneva še delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 11 do 16, ob morju in v vzhodnih krajih pa okoli 18 stopinj Celzija. To je bil dnevnik televizije Maribor. Nasvidenje znova jutri ob 18 in ne pozabite na naša večerna poročila.